Slabo mi je, ko je kakšen čuden dan, da je mračno pa tako. Če že me vročina moti, če sem preveč oblečena, ne? Bruhamo zato, če kaj pojemo tacga ali pa če so preveč ovinkaste ceste. V avtu sem že bruhala, na avtobusu pa še ne. Mi je bilo pa enkrat slabo, v tem avtobusu nisem mogel priti do zraka, tudi šofer mi je prečasno dol dal. Slabost med vožnjo je pogostejša pri mladih kot pri odraslih, lahko pa jo preprečite ali vsaj omilite. Najprej poglejmo, zakaj sploh nastane. Matice starši odpravi na dolgo pot z avtom, usede se na zadnji sedež k oknu. Ker mu je dolgčas skozenj opazuje naravo. Naenkrat ga obide slabost, začne ga oblivati hladen znoj in boli ga trebuh. Matičevi možgani z različnih koncev zbirajo različne informacije o stanju in gibanju telesa. Oči o tem, kaj vidi, ko gleda skozi okno in slike narave švigajo mimo njega, receptorji mišic in organ za ravnotežje pa v tem, da so zaznali premikanje. Možgani so zaradi nasprotujočih si podatkov zmedeni in se ne morejo odločiti, kaj se v resnici dogaja, zato Maticu postane slabo. Na avtobusu berem knjigo, če ni ob meni nobenega prijatelja, s katerim bi se pogovarjala. Ne berem na avtobusu. Naprimer, če gremo na morje tako za en dan, pač jem zjutraj zajtrk, 2 ure prej. Da vam ne bo slabo, priporočamo, da se v avtu usedete na srednji sedež in oblečete lahkotnejša oblačila. Med vožnjo ni priporočljivo brati ali gledati v zaslon hrane, sladkih pijač in sladkarij. Namesto da gledate skozi stransko okno, pa se raje skozi sprednje zazrite v oddaljeno točko.